V Novi Gorici je domača ekipa pričakala nogometaše Maribora. Tradicija nedvomno na strani vijoličastih, kajti Gorica je nazadnje zmagala daljnega leta 2009. 11 zmag in 3 remiji na zadnjih 14 tekmah, letos že 3. tekma in 2 zmagi Maribora. Tole pa je prva priložnost za domače. Poskušal je z leve strani Arčon, na pravem mestu Handanović, še enkrat mimo gola Sandi Arčon, ki je tekmo dobro začel, potem pa je streljal še Johnson, tudi on oddaleč in tudi on ni bil najbolj natančen. Maribor prvič nevaren v 25. minuti, streljal je Mendy, stresal je prečko, odličen strel Mendyja oddaleč, potem pa lepa globinska žoga Innocentija, sam pred vrati Henty, ki je preveč okleval, na koncu pa streljal malenkost mimo vrat Handanovića. Do konca prvega polčasa še en predložek Hentyja, do strela je prišel Džuzdanović in meril previsoko. Ob koncu prvega dela pa še akcija Maribora, pri žogi je bil Dare Vršič našel Luko Zahovića, ki je spretno odreagiral in zatresel mrežo za 0:1. 6. gol Zahovića v letošnji sezoni, s tem je tudi prvi strelec mariborske ekipe. Drugi polčas in prvič je zapretila Gorica, priložnost po prostem strelu, žoga točno v naročje vratarja Handanovića, poizkušal je Henty. Še nevaren strel za Arčona, tokrat je bil sam na levi, pravočasno se je vrnila mariborska obramba in potem 58. minuta, priložnost za vijoličaste, žoga pred vrata, na pravem mestu pa Luka Zahović, ki je še enkrat več pokazal, da ima odličen nos za gol, bil je na pravem mestu v pravem času in s tem je dobrim strelom premagal še Vasija Simčiča za 0:2. Po kotu Maribora je streljal še Argus, odbija Simčič in potem še rdeči karton za Novogoričane, prekršek Modola, ki je predtem že imel rumeni karton in tekmo je Gorica končala samo z 10 nogometaši. Igralca manj so imeli Goričani in niso bili več prav nevarni do konca srečanja. Tekla je predzadnja minuta, streljal je še Biton, ki si je pripravil strel iz voleja, nekoliko mimo gola in ostalo je pri 2 golih prednosti. Še 3. zmaga Maribora na 3. letošnji medsebojni tekmi. S to zmago so vijoličasti zabeležili nove 3 točke in so tik za Domžalami. Ja, ne bi se strinjal popolnoma, kajti nekako do gola smo bili odlični, vendar je bil gol prav na koncu polčasa, kar je nekako, koliko je bilo, 43. minuta. Ta je bil kar udarec psihološki, ampak fandi morajo se vzdigati, ne sme en gol podreti stvari. Mislim, da smo do takrat igrali fantastično. Manjka nam poentiranje, da damo zadetek, da potem nekako imaš prednost, da lažje igraš naprej. Imeli smo priložnosti, ustvarili smo se nekaj, igrali smo dobro, posest tudi vse. Drugi polčas pa ne, tudi fizično pademo. Zdaj tekme so vsake 3 dni, je težko tudi kaj dosti delati se ne more. Ja, zdaj je zanimivo, da vedno, ko Maribor zmaga, je rutinsko. Enostavno vemo, da je vsak nasprotnik proti nam izredno motiviran. Veseli dejstvo danes, da smo bili pravi, da smo si želeli zmage, pomeni, da smo vedeli kako in kaj. Imeli smo dovolj potrpljenja, imeli smo dovolj izkušenj, enostavno mislim, da smo igrali eno dobro tekmo, v kateri smo popolnoma zaslužno prišli do 3 točk.